Hojla, Maruša tukaj iz edugodek.si. V temle video na svetu glede uporabe e-orodij za sodobne podjetnike si bomo pogledali en kratek tutorial, kako v bistvu obogatiti našo govorečo glavo, ki smo jo posneli bodisi z, ne vem, spletno kamero ali pa mogoče s telefonom ali pa konec koncev mogoče smo posneli tekom našega srečanja na Zoomu ali kaj takega. Skratka, kako to našo govorečo glavo zdaj v bistvu majčkeno bolj obogatiti, bodisi z neko fotografijo, neko grafiko, neko sliko ali pa z nekim kratkim videoklipom oziroma nekim dodatnim videom. Zdaj, tukaj bi jaz rada poudarila, da gre res za zelo tehničen video, kar pomeni, res vam pokažem tehnični postopek, kako to narediti. Tako da v bistvu, če vam je vse to skupaj tuje ali pa če vam se zdi komplicirano ali pa če sploh ne veste, o čem sploh tukaj govorim, bi vam jaz res predlagala, da najprej začnete z mini brezplačnim treningom. To je en tak trening v 7 delih. Res te video deli oziroma te video treningi so res kratki, tam okoli 5 do 10 minut, kjer vam v bistvu razložim celoten postopek, kaj sploh so video lekcije, kam te video lekcije pašejo v celotni tej sferi online programov in tako naprej. Tako da vas res vabim, no, edugodek.si, pošiljnica brezplačno, brez šumnika. Se poglejte, se vpišite v program in boste videli točno, v bistvu ne samo videli, ampak boste lahko celo sprobali in se naučili tudi konkretno uporabiti tole orodje, ki vam ga bom pokazala, ga uporabiti dejansko v bistvu z brezplačno verzijo, kako lahko snemate zadeve. Ok, preden pa pokažem ta tutorial, samo še ena zadeva, kdaj nam v bistvu pravzaprav ta zadeva lahko pride prav, ne? Zdaj, jaz sem tukaj le dve ključni zadevi, ki sta se mi zdeli, bom rekla, eni taki najbolj pogosti situaciji, s katerimi se podjetniki srečamo. In sicer, včasih je fino pač dopolniti tole našo govorečo glavo, ki smo jo mogoče posneli, s kakšnimi, bom rekla, vizualnimi materiali, bodisi za popestritev, bodisi za dopolnitev bom rekla, iz didaktičnega oziroma tega izobraževalnega vidika. Druga varianta je pa lahko tudi to, da nam lahko pomaga zakriti napake pri snemanju govoreče glave, ne. Včasih se zgodi, da smo vmes malkem čudno pogledali ali pa kakšno čudno grimaso naredili ali pa kaj takega čudnega naredili, ali pa imeli smo tudi že situacije s strankami, kjer so podjetnice, se jim je poznala šminka na zobeh, pa smo majčkeno na ta način zakrili to celo sceno. Zdaj, mogoče samo še toliko tehnično iz tehničnega oziroma tega vidika, kaj potrebuješ. Zdaj, jaz sem prikazala tole, kako se naredi v orodju Screencast-O-Matic. Zdaj, na tem mestu ne bom zgubljala časa, da razlagam, zakaj sem sama izbrala Screencast-O-Matic in zakaj ga sama priporočam. Vse to razložim, pokažem v tistem brezplačnem online programu od kreiranja od kreiranja do promoviranja online programov. Na tem mestu bi pa samo toliko opozorila, da Screencast-O-Matic pride v dveh verzijah, to se pravi, ena verzija je brezplačna, tisto vam tudi predstavim v tistem brezplačnem programu, potem pa je verzija, ki je res minimalno, bom rekla, zelo ugodna cena, $20 na letni ravni, kar pomeni, jaz se zmeraj pohecam pa rečem, to je ena kava na mesec. Dobite pa tudi tole verzijo, kjer je v bistvu, dobite pa verzijo, ki se ji reče video editor, skratka v bistvu video urejevalnik. In tale zadeva, ki je prikazana v nadaljevanju, je prikazana z uporabo video predvajalnika. Pa še ena stvar, ki je treba vedeti, tudi ta video predvajalnik, torej ta plačljiva verzija Screencast-O-Matica pride v dveh različicah. Ena je Deluxe, druga je pa Premier. Zdaj, mislim, da ko sem posnela že tale video vodič že vnaprej, pa sem se malo motila, namreč jaz vam bom prikazala zadevo na Deluxe verziji, torej na verziji, ki je za $20 na leto. Obstaja pa tudi torej malo dražja varianta, pa še zmeraj dosti ugodna, je pa $48 na leto, tista je pa Premier in s tisto pa lahko nekaj več naredite. To, kar več naredite, pa kaj pri čem vam lahko prišpara oziroma kaj vam lahko olajša, si pa lahko pogledate pa kar zdajle v temle video vodiču. Ok, takole, tukaj imam zdaj en posnetek z zelo inovativnim imenom Govoreča glava, pa ga bomo šli kar
v edit mode, to se pravi v editiranje. Zdaj, nekam se v bistvu postavimo na posnetku, kjer želimo nekaj karkoli dodati, ne. To se pravi, če želimo dodati sliko, ali pa video ali pa karkoli, se postavimo pač tam v posnetku, kjer to želimo dodati. Zdaj, dobra prednost tega je, da pač izobraževalnih videov je to, da ne rabimo biti v nulo natančni, kar pomeni, ne rabimo iskati tukaj nekih tisočink sekunde in tako naprej. Če pa že rabimo, no, bi pa tukaj mogoče samo en tak nasvet. Če delate s screencast-o-matiko, imate tukaj tudi eno lupico, ki vam še poveča tole oziroma približa tole časovnico. Skratka, postavimo se nekje približno, kjer želimo to sliko, da se pojavi, ali pa ta video. In v bistvu tukaj potem med toolsi izberemo overlay. Zdaj, za razliko od tega, kar smo navajeni delati, ko vstavljamo slike v kakšen Word ali pa PowerPoint ali pa kaj takega, ne, tam izberemo opcijo vstavljanje, to se pravi insert. Če bomo tukaj uporabljali funkcijo insert, ne, to se pravi vstavljanje, nam bo to vstavili nekje v traku noter. To se pravi, če si tako predstavljate, da je to nek tak časovni trak, bo na tistem mestu, kjer bomo insertali, to se pravi, kjer bomo vstavljali, bo dodali vmes še to sliko, oziroma pač itak slike se na ta način ne da dodati, ampak recimo video ga bo vstavilo vmes. Če pa želimo to narediti na ta način, da to prelepimo čez, to se pravi, če si predstavljate, da tale moja govoreča glava, ki je osnovni video, če mu želimo neko sliko ali pa video prilepiti gor čez to, moramo pa seveda iti po nalepko, jaz temu rečem nalepka, torej ta overlay, in bomo zdaj tukaj izbrali image. Torej sliko, da nam tukaj opcije, to lahko damo iz naše datoteke, da imamo nekje kaj shranjeno. Če smo ravnokar posneli en screenshot ali pa kaj takega, imamo v clipboardu shranjeno, to se pravi v odložišču, in samo to funkcijo izberemo. Lahko naredimo screenshot s screencast-o-matiko. Mimogrede, screencast-o-matic je ful dobro orodje tudi za, bom rekla, take izobraževalne oziroma edukativne screenshote ali pa pač za kakršne screenshote že potrebujete. In pa ena funkcija, ki je ful luštna varianta, pa vam bom to zdajle pokazala, je pa Stock Library. To je pa v bistvu knjižnica, namreč screencast-o-matic ima celotno knjižnico, res tukaj lahko vidimo, koliko jih je klele, 8000 fotografij pa 250 000 videov, čeprav razumem to zadevo, ne. Skratka, lahko tukaj poiščete, skratka, ne rabite iskati, ne vem, sami po netu, ampak lahko tukaj poiščete. Boste pa videli, če tukaj dam recimo tale family, pa enter moram pritisniti, ni gumba search, boste videli, vam pokaže celo zbirko pač slik, ki ustrezajo besedi family. Pa jaz zdaj tukaj, bistveno je tukaj zdaj, kaj mi želimo, ne. Vidite, ene fotografije so pokončne, ene fotografije so ležeče. Če bi jaz delala nekaj, kjer želim vseeno še en del ekrana imeti za mogoče za nek pripis ali pa karkoli, potem bom seveda vzela pokončno. Ker pa želim recimo tukaj zakriti celo sliko, bom pa vzela klele tegale očka, recimo, ki je v ležečem položaju, oziroma mislim pač, ki je ne, očka ni v ležečem, ampak slika je v ležečem. Je pa tako, zdaj boste videli tukaj, ne, za nalašč sem šla zdajle s tole licenco, kjer nimam deluxe ali kjerega programa že. Namreč to opcijo imate samo na tisti verziji za $48 na leto. Je tukaj super opcija, ker v bistvu samo kliknete na tole slikico in bo to slikico avtomatsko noter prenesel. Slikice so vse, to je pa tisto bistveno, kar vedno poudarjam, ko učim delati online programe oziroma te video lekcije. Preverite uporabo, sploh v komercialne namene. Skratka, tale konkretno je namenjena tudi za komercialne namene. Boste pa videli, da je tukaj v bistvu je tole, ta slika je iz pexels.com, predvidevam. Skratka, ta screencast-o-maticova zbirka, ta knjižnica v bistvu vleče ven iz Pixabeja, Pexla ali Pexelsa, skratka iz teh knjižnic, ki so dostopne tudi sicer na netu. Tako da, če boste šli na pexels.com, boste to sliko lahko našli tudi sami
tam. Tako da zdaj pač v tem primeru, ker nimam, bom rekla, deluxe verzije v Screencast-O-Matica, ne morem te slike direktno izbrati, tako da je pa to super varianta, kadar delate, sploh če delate mogoče neke bolj promocijske izobraževalne videe, kjer želite recimo majčkeno več teh grafik noter dati, je super varianta, če imate tole opcijo, zato ker vam to v bistvu olajša proces iskanja, ker sicer moram jaz tole fotko iti seveda poiskati v neko to knjižnico, ki je na netu, pa je dol prenesti na svoj računalnik in potem je v bistvu postopek pravzaprav čist enak. Bom tukaj pokazala. Skratka, v tem primeru bi izbrala torej opcijo Tools, Overlay, še zmeraj smo na istem imidž. Tudi tukaj le da zmeraj ta zadnjo funkcijo, ki smo jo uporabili, in bi rekla, ok, iz moje datoteke, pa imam jaz klele že eno knjižnico, jaz si delam pač kar svoj folderček s temi Pixabay fotkami, pa vzamem tukaj eno sliko, upam, da bo kaj pametnega, nisem se glih pripravila, kaj bi točno bilo. Pa dajmo tele puzle, karkoli že so, bom odprla. Skratka, vidite, klele so se tele puzle pojavile, slika se je pojavila, tukaj le dol nam kaže z modro, kje se je ta slika pojavila, tako da če želimo še karkoli spreminjati, ponavadi da po defaultu da noter, da je to dolgo 3 sekunde, pa lahko malo razvlečemo. Sliko, zdaj tale je malo manjša, jo lahko seveda tudi raztegnemo, pa potem majčkeno prilagodimo. Skratka, dobesedno kot neke vrste nalepka, ki smo jo dodali. Tukaj si pa lahko tudi pogledamo, zdaj bom se tukaj postavila, kjer ni slike, bom dala play. Boste videli, kako se v bistvu slika pojavi v tem času, ko je prilepljena gor in potem izgine. Na enak način, evo sem postavila nekam, kjer malo lepše gledam, na enak način v bistvu prilepimo tudi videe, torej overlay, smo rekli nalepka, v tem primeru vzamemo seveda video, spet imamo opcijo, lahko gremo v tole knjižnico, ki jo je Screencast-O-Matic pripravil, če smo pač na unem deluxe planu, drugače pa lahko video pač poiščemo, bodisi da je to naš video, ki smo ga posneli, lahko je pa to video pač nek tak videoklip, ki smo ga najdeli nekje v teh knjižnicah za komercialno uporabo in ga v bistvu samo naložimo in ravno tako, kot smo klele sliko pocentrirali, nacentrirali in nastavili gor, naredimo. In ko smo končali, samo pritisnemo dan. Tako, če odmislite vso mojo razlago zraven, ki sem jo uporabljala, da sem vam še dodatne stvari razložila v temle video vodiču, potem v bistvu celotna zadeva vam vzame res dejansko par sekund časa, sploh če ste se prej dobro zorganizirali, pa dobro vse pripravili, potem v bistvu imate lahko to res narejeno zelo na hitrco, brez kakršnihkoli nekih tehničnih, bom rekla, nekih visoko zahtevnih ali pa visoko tehnoloških zadev. Zdaj, kje nam seveda to v praksi pride prav, ko delamo online programe oziroma ko pač delamo ta naš e-biznis na online podlagi. Definitivno ena od stvari je, ko kreirate spletne izobraževalne programe, to se pravi tiste online programe, ki jih dejansko prodajate, kjer dejansko pač peljete stranko tudi do nekega, skozi nek izobraževalni proces. Ali pa v bistvu pri promoviranju, skratka tudi jaz sem sama recimo postavila tale e-dogodek.si brezplačno, imate tale online program od kreiranja do promoviranja, kjer sem v bistvu pravzaprav na isti način, kot kreiram spletne izobraževalne programe, postavila tudi ta svoj, neka promocijski oziroma jaz mu rečem promo online program, kjer v bistvu pač peljem stranke skozi ta proces oziroma potencialne stranke skozi ta proces celotnega tega mojega, bom rekla, mojega sistema kreiranja online programov, tako da pravzaprav, ko znate eno zadevo, bi se rekli, znate vse, lahko kreirate tako izobraževalne programe, kot bom rekla, neke promocijske programe, obogatite neke svoje videe, ko pripravljate nek feedback v svojih mentorskih programih in tako naprej. Tako da, če karkoli v bistvu bolj specifično potrebujete, tukaj na spletni strani e-dogodek.si pobrskajte, torej kreiraj, menedžiraj, facilitiraj in promoviraj. Še enkrat pa, kot rečeno, če je bilo tole too much, če je bilo tole preveč tehnično, če vam sploh ni jasen, kam kaj paše, ali pa če bi radi pravzaprav usvojili, bom rekla, en tak celosten pregled vsega, kar je fino, ne kar je fino, ampak kar je kar treba znati narediti, ko gre za upravljanje online programov na spletu, oziroma pač spletnih izobraževalnih programov, potem res priporočam, da začnete torej v tem brezplačnem
tako imenovanem recimo uvodnem mini treningu, torej online programi od kreiranja do promoviranja na e-dogodek.si, pošiljnica brezplačno oziroma brezplacno. Tako da, evo, samo še prijetno e-dogodkanje.